Vam je vroče? Vabljeni v napoved za julij, kjer se bodo temperature zaostrile, energije spremenile. Absolutno. Junij je bil absolutno emotiven mesec. Čas, ki je vabil tako in drugače preko lepih in malo manj prijetnih dogodkov, naš pristni jaz na plano. Julij bo tisti mesec, ki bo rekel, ok, kaj pa ti želiš od svojega življenja? Kje so tvoje vrednote? Koliko si vreden, vredna? Avgust potem bo od nas pričakoval, da delujemo, da sprejemamo, da zdravimo, da zaključujemo. In september bo taka zanimiva mešanica preobratov, prelomnic, ko se bodo ene stvari končale in druge začele v hipu. Če vas zanima, kaj prinaša vam letošnje poletje, seveda vabljeni k meni, da pogledamo vaše številke. Temu je prav posebno svetovanje, kratko svetovanje, ki ga običajno izvajamo na Zoomu namenjeno, se pravi, kaj nam prinaša poletje. In pa preden začnemo z numerološkimi izračuni julija, jaz ko čakam 7.7. Močen portal, močne energije, resnice, tega, da smo resnično pristni mi. Ta proces, ki se je junija pričel, 7.7. pridejo ven nove virtualne karte, 6.6. so prišle ven boginje, na svet boginj. Tako lepe maile dobivamo od vas, da res komaj čakam zdaj še 7.7. Julij je tisti mesec, tisti čas, ki nas želi vprašati, kaj je res pristno naše. Kaj je naša resnica? Kaj so naša prepričanja? Kdo ste vi? Kaj je vaša vrednost v resnici? Sigurno to ni stanje na bančnem računu. Sigurno to ni, kdaj plačate položnice. Sigurno to ni, kako je velik vaš največji prstan. Koliko nakita imate, kakšen je vaš avto in tako naprej. Obilje je stanje duha, to vemo. To je teorija, v kateri včasih čmoknemo, sploh če denimo so položnice lahko problem. Življenje vas bo julija spraševalo, koliko ste vi sami sebi zares vredni. Koliko in kaj? In odgovor se skriva v naših odnosih. Ne v stanju na bančnem računu, ne v nazivu, ki ga imate v službi, ampak v naših odnosih. In predvsem v odnosu, ki ga gojimo do sebe. To vemo, da bo letošnje leto na tapeti skozi. Torej, dragi moji, dosti je bilo izgovorov, dosti je bilo sprenevedanja, dosti je bilo skrivanja, dosti je bilo praznih obljub, dosti je bilo planov, ki se niso uresničili, odnosov, ki ne vodijo nikamor. Dosti je bilo, to sporočilo nam prinaša julij. Dosti je bilo vsega, kar za vas ni dovolj dobro. Dosti je bilo vsega, kar je prazno, vsega, kar je brez pomena. Vsega, kar je pravzaprav brez vas. In če se vrnemo k odnosom, morda brez druge osebe, morda brez želje. Torej, julij bo tisti, ki ne bo v ospredje postavljal čustva, ampak dejstva. In dejanja kljub čustvom. Se pravi, da nekaj storimo, čeprav nas je strah. Čeprav smo morda jezni. In čeprav v resnici še verjamemo v nekaj, kar so prazne sanje. V odnosih se to velikokrat zgodi. Verjamemo, da bo znova bolje, zato ker je nekoč prvovrstno bilo. Verjamemo, da nekoč pa res. Verjamemo, da se bomo nekoč vrnili v stanje, ki je bilo. Verjamemo v potencial. Verjamemo v sanje. Ne rečem, da so nemogoče, ne rečem, da so neizvedljive, ampak če ste vi v tem kanuju odnosa edini, ki v to verjame, edina, ki na temu dela, druga oseba ima pa vedno nek razlog, ne bom rekla izgovor, bom rekla razlog, da se stvari ne pomaknejo naprej v smeri, ki bi bila zaželjena. Julij bo čas, kjer si bomo težko zatiskali oči še naprej. Julij bo čas, v katerem bomo težko upali še na nekaj, kar se ne bo zgodilo. Seveda je posledično to lahko čas, ko nam nič ne bo jasen, zakaj se gre, sam model bi se nam lahko, ker naenkrat se nam bo zdelo, da bi pa zdaj pa že res mogli imeti odgovore, potrdilo. Jaz včasih rečem, včasih smo res taki, da hočemo potrdilo od notarja, svetega Petra, ne vem koga še vse, preden nekaj naredimo. Ampak ne, življenje bo tukaj reklo, izvoli, bodi aktiven. Ti mi povej in pokaži, da resno misliš. Torej, dragi moji, kje resno mislite in kje morda
nekdo ne. To boli, to je težko sprejeti, to je nekaj, česar si ne želimo in je popolnoma naravno in normalno, da si včasih malo zatiskamo oči. Torej, bodite brutalno iskreni do sebe. Morda ste vi tisti, ki ne želite biti več v nekem odnosu. Vi tisti, ki mogoče pa zdaj nočete več trenirati košarke, si ne želite več na točno to skupino joge in tako naprej. Saj, a veste, te situacije veljajo za vse naše odnose, vse naše navade, vse naše cilje, ne samo partnerstvo, ne samo prijateljstvo. Mi smo del neštetih odnosov v življenju. Nosimo koliko vlog. Pomembno je, da sebe med temi vlogami ne zgubimo. Zato sem ter tja pridajo obdobja, ki nas nekako stresajo, pretresajo, nekako prešejkajo in nas vprašajo, kdo si in kdo nisi. In običajno najprej vemo, kdo nismo, je tako? Običajno nam je najprej jasno, kdo ne želimo biti in šele kasneje pridemo do tiste definicije, kaj pa ja. Ta definicija, kaj pa ja, bo zelo jasno razvidna avgusta in kasneje še septembra, da ne govorimo o oktobru. Torej ne bi do sebe preveč zahtevni, če vseh odgovorov še nimate. Tudi to je normalno. Poglavitno vprašanje tega meseca pa je, kje ste, koliko ste vredni in kaj ste pripravljeni zahtevati. Ne želeti, ne prositi, ne prepričevati, ne ponavljati ziljontič, ampak kaj ste pripravljeni zahtevati. Kaj je tisto, od česar ne odstopate več? Če tudi to pomeni, da je odnosa, navade, skupnih dejavnosti od takrat naprej konec. Veste, to je tisto, kar je najtežje. Veste, to je tisto, kar je najtežje postaviti na mizo. To več ni zame dovolj dobro in ker zame ni več dovolj dobro, sem pripravljen oziroma pripravljena, razumem, sprejeti, da je tega konec. Ampak konec, ni rekel lonec, konec je pravzaprav nov začetek in smo v letu novih začetkov. Celo lansko leto smo govorili, sploh proti koncu leta, ne več pogrete župce, ne več še enkrat, ne več še 10-krat, še enkrat je v redu, še 10-krat je problem. Torej, dragi moji, če smo v letu novih začetkov, mesec julij je tisti, ki nam bo postregel z resnico, ki nas bo vabil v naš pristni jaz, v naša prepričanja, naše vrednote, naše prioritete, ki se bodo spreminjale v mesecu juliju, če nam to prav ali pa ne. Torej, dragi moji, če je to ta čas, ki je prelomen, zakaj bi ujčkali nekaj, kar pravzaprav ni dobro za vas? Zakaj bi vztrajali nekje, kjer več kot očitno niste več dragoceni? Zakaj bi ponavljali nekaj, kar veste, kam vas bo pripeljalo? Tudi, če je to neka nova oseba, ki ima isti vzorec kot vaš bivši ali bivša. Torej, dragi moji, ali se zavedate svoje lastne dragocenosti? Julij na nas vpliva z energijo števila 7, z energijo števila 8. Ta kombinacija, dragi moji, se ne obremenjuje s tem, komu je všeč. Pa kaj si kdo mislil? Pa kaj bojo pa rekli? Pa Ta kombinacija analizira, ja, je hrček, ki ne more nehati. Zanj sem imela tako prisrčno svetovanje, kako ukrotiti svojega srčka. Gospa je bila tako luštna, prav polepšala mi je dan in mi je potem sporočila, da zdaj boste s hrčkom veliko bolj uspešno sodelovala. To sem bila zelo vesela. Torej, dragi moji, kombinacija števil 7 in 8 premleva, ampak zato, ker išče rešitev. Vprašajte se, kaj premlevate vi? Eno in isto? Raziskujete, kaj bo še šlo lahko narobe? Kaj vse ste naredili slabo? Kaj bi lahko naredili boljš in tako naprej? Fenomenalno oddajo o perfekcionizmu sem že posnela. Lepo vas prosim, pejte si jo pogledati. Perfekcionizem je dokazano, znanstveno dokazano škodljiv in lahko nevaren tudi za naše zdravje. Torej, kar nekaj napotkov, kako ga premagati ali pa vsaj malo umiriti in ublažiti v tej oddaji, boste dobili linkece spodaj. Dragi moji, 7-8 je kombinacija, ki se ne obremenjuje, komu je všeč, pa kaj je komu prav. Zato, ker točno ve, da nekje na svetu so ljudje, ki so ji podobni. Nekje na svetu so ljudje, ki so vam podobni. Zakaj bi torej spreminjali race v labode? Pejte raje k labodom in nehajte vi biti grdi rače, kajti race vas ne morejo razumeti. Nič narobe z racami. So pač race. Vi ste pa labod.
Torej, dragi moji, v mesecu juliju lahko pričakujemo po drugi strani tudi malo več arogance, tudi malo več ošabnosti, tudi malo več te, veste, righteousness, ne vem, kako točno se to reče po slovensko, ampak prevzetnosti tega, ko pač verjamemo, da smo nekaj več, ne. Tudi s tem se bomo soočali, običajni smrtniki, ki nismo nekaj več. Torej, dragi moji, v teh primerih pa se zavedajte, da več vrednost absolutno izvira iz manj vrednosti. Tisti ljudje, ki imajo res neverjetno potrebo po tem, da kikirikajo, da kažejo svoje mišice, da so agresivni v svoji komunikaciji, da grozijo, da manipulirajo, to so šibke osebe. To so osebe, ki rabijo imeti občutek premoči, zato da imajo sploh občutek, da so kaj vredni. Prava moč se skriva v miru. Prava moč se skriva v dostojanstvu. Nobelov nagrajenec za mir se ne bo šel prerekati z nekom, ki ne pozna drugega kot kopja bojne sekire. Bodite na ravni nekoga, ki je Nobelov nagrajenec za mir, za modrost, za neke drugačne duhovne resnice. Julij bo fenomenalen zato, da preverimo svoje duhovne resnice, resnice v sebi, kaj je tisto, kar pravzaprav določa našo vrednost. Kaj od teh prepričanj je naših, kaj od naših staršev, od naše okolice, od naše vzgoje, vse to že vemo, zato se ne bom ponavljala, ampak dejansko Julij vas vabi, da stojite v svoji polni moči danega trenutka. Četudi je ta polna moč v danem trenutku sam 5%. Glejte, telefon je lahko na 100% nafilan, lahko je nafilan na 30%, enako boste lahko browsali, je tako, enako boste lahko pogledali video na YouTubeu, enako boste lahko odprli mail, enako boste lahko brskali po Instagramu, ne glede na to, a je njegova trenutno stanje baterije 100% ali 30%. Ko pa pridemo tam do 15 pa 10, pa že vemo, da zdaj pa ni več heca, zdaj pa rabimo polnilc. Torej, dragi moji, ocenite, na kolikih procentih ste in kakšne vrste polnjenja potrebujete. Če ste na 5%, imate fenomenalno priložnost ugotoviti, kaj vam pomaga pri tej starosti v tem stanju. Kaj je tisto, kar vam baterije napolni, kar nam povrne nekako zaupanje v življenje, zaupanje v svet in predvsem zaupanje v sebe. In to je bistvo meseca julija. Zaupanje v sebe, prepoznavanje svojega poslanstva in namena za stvarmi, ki se nam dogajajo. In točno te odgovore si želim pripraviti, postreči, prinesti s kartami, ki pridejo na plano 7.7. Torej, dragi moji, če ne drugače, pridite nazaj na tale video, 7.7. bo zagotovo spodaj tudi že povezava do teh kart, ki bodo seveda temeljije na numerologiji, saj sem numerologinja, in prinašali kratke, jedrnate, ostre, ampak lahko razumljive in jasne odgovore. In zdaj bomo pogledali seveda kratko, razumljivo, jasno, tudi pregled naših števil življenjske poti, se pravi, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti. Pove nam, v čemu smo dobri, nam pa bo zdaj zaupala, kaj je tisto, kar Julij prinaša nam. Drage moje enke, julij je mesec, ko bodite osredotočene, ampak ne pa impulzivne. Nobenih hitrih odločitev, ampak tehtne odločitve. Se pravi, pretehtajte, odločite se, dvignite svoje cilje, dvignite pa predvsem kvaliteto svojega dela. Svojega načina, kako se stvari lotevate, kam vlagate energijo, kakšna je kvaliteta vas. Je pravzaprav vprašanje julija za vse drage moje enke, ki ste fenomenalne v tem, da ste hitre, da ste bliskovite, da ste odzivne, da ste vodja, da ste nekdo, ki ima vizijo. To vizijo dajte zdaj čim bolj zanalizirati in se sprašujte, zakaj. Želite biti vodja oddelka? Zakaj? Želite poskusiti nekaj novega? Zakaj? Kaj je namen za tem? In negujte potem točno ta namen. Kajti kaj se bo zgodilo? Kar nekaj novih drugačnih poti, pristopov, načinov se bo pojavilo. Se pravi, ni samo ena in edina pot do cilja, pravilna in na voljo. Drage moje dvojke, absolutno mesec zdravljenja vas. Vseh tistih nejev, drage moje dvojke, ki ste si jih izrekle same,
ki ste si jih postavili zato, da ste ugodili nekomu drugemu, ki ste si jih nekako privlekli, bom zdaj rekla čisto po domače, zato, da ste ustregle, da ste bile všečne, da ste bile podpora, da ste bile tisto nekaj lepega v dnevu druge osebe. Zdaj je čas, da vsi ti neji se pozdravijo in se nadomestijo z ja. Za vsak ne, ki ste si ga izrekli, si zdaj rečite ja in izberite, kaj je tisto, kar bo vas napolnilo, vas pozdravilo in vas povrnilo v tisto originalno stanje vas, ko ste bili polni moči, polni odločnosti, polni ljubezni, polni potrpežljivosti in ki ste to tudi dobivali od drugih. Drage moje trojke, kreativen mesec 300 na uro in pa tudi čas novosti, novih ljudi in trenutkov, v katerem se pričakuje odločnost od vas. Se pravi, vi ste zdaj avtoriteta, vi ste zdaj ta strokovnjak, ki točno ve, kaj ja, kaj ne, kako, zakaj. Vi ste zdaj ekspert. Postavite se v vlogo eksperta in kreirajte. Kaj vas briga, če drugi razumejo ali ne? Veliko, kad se s trojkicami pogovarjam, pač ja, trojke imate potencial, bujno domišljijo. Zdaj pa dajte to spraviti v nek plan, v nek okvir, v nekaj oprijemljivega na papirju. Narišite, naslikajte, zapojte, ni važno. Izrazite na način, ki je vam blizu. Pojavile se bodo nove ideje, pojavila se bo potreba potem, da ste bolj samostojni in pojavile se bodo situacije, ki bodo ravno to od vas zahtevale. Torej, da ste vi idejni vodja, da je koncept vaš. Drage moje štirke, absolutno čas povezovanja z osebami, ki so vam podobne, tudi z osebami, ki vam bodo prinesli malo drugačno luč, plat zgodbe, definitivno čas, ko se umirite, definitivno čas, ko poiščite osebe, katere pogrešate, definitivno čas, ko sprejmite pomoč, sprejmite morda tudi drugačno vizijo, drugo plat zgodbe, drugačne ljudi, čas pogovora, čas povezovanja, čas druge plati zgodbe, drugačnosti, nenavadnosti, ampak na prijazen način. Tudi čas, v katerem se vam bo morda zdelo, da je zelo od drugih odvisno, kaj, kdaj, kako, zakaj, in seveda ta vaša štirka, ki točno ve, kako bi nekaj mogla biti, bi znala biti malo živčna, priznam. To bo kar treba vzeti v zakup, drage moje štirke, včasih pač ne gre vse točno tako po tregalcih, kot vi veste, da je prav, in to ni konec sveta, drage moje štirke, torej relax. In drage moje petke, relax velja tudi za vas. Torej, drage moje petke, absolutno ste v času kreacije, bujne domišljije, ampak relax. Ker ta bujna domišljija bo nekoliko prebujna v juliju in mogoče bo postavila pod vprašaj tudi vse tiste stvari, v katere ste bile, drage moje petke, res trdno prepričane. Torej, lahko vam ponagaja tale domišljija, lahko vam prinese veliko razigranih, naravnost počitniških, navihanih trenutkov, definitivno vam prinaša nekaj več sreče, tudi nekaj več drame, tako da balansirajte in predvsem se vprašajte, kaj je res. Kje v vseh teh odtenkih, vzorcih, izbruhih, dogodkih, žarkih poletja je resnica. Kaj je resnica? To vam prinaša mesec julij, zato vam bo postregel s kar nekaj situacijami, kjer bo mogoče to resnico težje izluščiti. Drage moje šestice, čas umirjenosti, čas, ko se posvetite sebi, tistim odnosom, ki so za vas pomembni, tistim odnosom, ki so za vas prvenstveni, svojemu zdravju, svojim prednikom, tudi svoji družini na zdrav način. Bistvo tega meseca je na zdrav način. Se pravi, ne da so vedno drugi prvi, ne da sebe vedno podrejate, ne da sebe vedno prilagajate, ampak da je ta ljubezen, romantika namenjena tudi vam. Se pravi, če ste samski, če mogoče nimate oseb, ki bi bile podobno pozorne, bodite pozorni do sebe. Bodite maksimalno pozorne, ljubeče, navihane, igrive same s seboj šestke. V daleč najboljši družbi ste tako, jaz mislim, ker ste čudovita bitja, čudovite osebe, ki velikokrat pričarate naravnost pravlične scenarije za druge. Najbolj letošnji julij čas, v katerem to pričarate tudi za sebe. Drage sedmice, absolutno čas nenavadnosti.
nenavadnih dogodkov, ki vas bodo vabili ven iz vaše cone udobja, vam seveda to ne bo prav, ampak nič hudega, ti dogodki se prav nič ne bodo za to menili. Zdaj, bodite radovedni, fenomenalen čas za potovanja, raziskovanje drugih kultur, drugačnih navad, drugačnih načinov razmišljanja, prepričanj, tudi verstev. Zdaj, kaj je tisto, česar se lahko naučite od nekoga, ki je totalno drugačen od vas? Kaj je tisto, kar vam lahko taka oseba prinese, podari, vas nauči? A ne, sedmice, ponavadi ste ve tiste, ki ste učitelj, ve tiste, ki učite, ve tiste, ki delite znanje, ki ga spreminjate v modrost. Aha, tokrat bo prišlo do situacij, kjer pa mogoče boste imeli občutek, da morda pa ne vem vsega. In veste kaj, nihče ne ve vsega in za vse nas velja, da se celo življenje učimo. Torej, drage sedmice, raziskujte kot pustolovec. Drage osemke, pred vami je mesec, ki bo absolutno tole šestico 2026 postavil v ospredje. Vse, kar smo govorili o vrednosti, velja za vas dvojno, kako vi sebe vrednotite, kako vi sebe ocenjujete, kako se vi do sebe obnašate, kaj drugim dovoljujete. Absolutno čas večje prepoznavnosti, absolutno čas, ki je zelo naklonjen ljubezni, romantiki, ljubezni do sebe, sprejemanju sebe, vsega tistega, kar vam ni všeč. In drage moje osmice, verjamem, da tega ni malo. Torej, kdo ste vi, ko je popolnoma vseeno, komu ste všeč in komu ne? Ali ste všeč sami sebi in kako lahko točno te vrline negujete? Torej, absolutno mesec ambicioznosti, ki bo v vas prebudil željo po nekaj več. Rezultati bodo vidni tam nekako do septembra, oktobra. Tako da, drage moje osmice, samozavest na mizo, vi ste manifestatorji. Od 1 do 9 ste vi tisti, ki manifestirajo. Torej, manifestirajte. In še, drage devetke, drage moje devetke, mesec razuma. Mesec druge plati zgodbe, ki je totalno razumska. Veste bitje sočutja, nežnosti, zdravljenja, prijaznosti, resnično globokih občutkov. Julij vam bo pomagal neke stvari razumeti, neke stvari doumeti, malo bolj racionalno mogoče gledati. Nočem reči, da ste preveč čustveni, nočem reči, da niste racionalni, nočem reči, da niste realni, sploh ne. Malo manj bo bolelo, malo manj bo morda drame, malo manj bo mogoče te čustvene globine, ki pa tudi lahko utrudi. Torej, absolutno čas, ko berite knjige, posvetite se sebi, pejte na kakšno delavnico, pejte v naravo, objemite drevo, pojdite v svoj mir. Drage moje devetke, potopite se v mir, v globine sebe in tam uporabite se prav to pragmatično plat uma in vaše srce in vaš duh. Tukaj se združite in uživajte. Drage moji, julij bo vse prej kot običajen dolgočasen mesec. Jaz vam želim, da vam prinese čim več trenutkov, v katerih boste prepoznali, kako zelo dragoceni ste.